Dogaja se pod okriljem turističnih društev. Krajevne in vaške skupnosti po novem. Varnostne razmere dobre in obvladljive. Delo redarjev in inšpektorjev v lanskem letu. Redna sobotna medvoška art tržnica. Šolski pevski zbori pozdravljajo pomlad. Na literarno-pesniškem večeru obarvanem rdeče. Lepo pozdravljeni v medpraznični informativni oddaji. Začenjamo s 3 povabili. Na petkovo odprtje razstave pod Kozolcem in koncertom v Žlebah, na nedeljski pohod po poteh spominov in prijateljstva v Smledniku v čast dneva upora proti okupatorju in na tradicionalno kresovanje v Goričane na predvečer 1. maja, praznika dela. To vse so prireditve, ki se odvijajo pod okriljem turističnih društev. Ta pa so se sredi aprila zbrala na 23. skupščini Turistične zveze Medvode. Tradicionalnega letnega obračuna s preteklim letom in pogledom v letošnje leto so se udeležili predstavniki 7 društev. Turistično društvo Polhograjski Dolomiti pa je svoj izostanek opravičilo z dejstvom, da so lastni občni zbor imeli dan kasneje. Na njem pa so razpravljali tudi o tem, ali sploh še ostanejo vključeni v občinsko turistično zvezo. Že tradicionalno je skupščina potekala v prostorih krajevne skupnosti Vaše Goričane. In tradicionalno se je sestanka udeležil tudi medvoški župan, ki se je najprej zahvalil prisotnim za delovanje in organizirano vodenje članstva turističnih društev ter obenem pohvalil vse člane društev, ki pripravljajo prireditve in skrbijo za podmladek. Posebno je bilo to pomembno ob praznovanju 30-letnice občine Medvode. V nadaljevanju je spregovoril tudi o občinskih razpisih ter napovedal poenostavitev razpisov za delovanje društev. Omenil je še letošnji razpis za prireditve, kjer se je prijavilo kar 30 prijaviteljev, kar bo večjim odmevnejšim prireditvam, ki ponesejo ime Medvod v širšo okolico, onemogočilo prejem zadosti sredstev za kakovostnejšo pripravo prireditev. Predsednica zveze Vanja Ločniškar je nato podala poročilo izvršnega odbora in povedala, da je bil zastavljen plan v celoti izpolnjen. Pohvalila je dobro sodelovanje z javnim zavodom Sotočje na vseh področjih in povedala, da je bilo uspešno tudi sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije na področju male šole turizma, turizmu pomaga lastna glava ter pri sejmu Alpe Adria. Pohvalila je delovanje turističnih krožkov na naših osnovnih šolah, saj tako pridobivamo in šolamo bodoče člane naših društev. Na osnovni šoli Medvode so izdali brošuro Mala šola turizma. Turistična zveza Medvode je lani že 28. zapored organizirala občinsko akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna, ki je bila odlično izpeljana, člani naše zveze pa so bili aktivno vključeni tudi v delo Turistične zveze Slovenije. Vse tradicionalne akcije in projekti so tudi del letošnjega plana dela zveze. Prisotni so plan soglasno sprejeli, je pa vse prisotne Vida Bali še posebej pozvala, da je pomembno opisovati opravljene delovne ure, kot je predvideno v zakonu o prostovoljstvu, saj tako dokazujemo veliko družbeno koristnost prostovoljskih turističnih društev. Za konec še informacija z občnega zbora TD Polhograjski Dolomiti, ki se skupščine zveze Medvode ni udeležila. Člani društva so po predstavitvi Medvoške zveze in koristih vključenosti v njo sklenili, da ostanejo v zvezi, kjer jih še naprej zastopa Martina Brecelj, ki jo je v zvezo imenovalo še Turistično društvo Katarina, ki pa je po 52 letih spremenilo statut in sedaj nosi ime Turistično društvo Polhograjski Dolomiti. Še do 6. maja lahko oddate predloge o porabi 400 000 evrov proračunskih sredstev občine Medvode v naslednjih 2 letih. Projekte lahko predlaga vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, ki šteje vsaj 15 let. Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine Medvode in ali je finančno ovrednoten med 3 000 in 25 000 evri. Če predlog ustreza vsem v pozivu navedenim kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločamo občanke in občani v naslednji fazi participativnega proračuna in sicer z glasovanjem. Trenutno je na spletni strani Sodeluj in glasuj že skorajda 70 predlogov. Na 14. seji občinskega sveta sredi decembra so občinski svetniki brez večjih dilem sprejeli osnutek spremenjenega in dopolnjenega odloka o krajevnih in vaških skupnostih v naši občini. Na 15. seji sredi marca pa potrdili njegovo končno vsebino.
S tem pa tudi zaključili projekt REX, projekt redefiniranja vloge krajevnih in vaških skupnosti, v katerega so bili povabljeni predstavniki vseh 11 krajevnih in 2 vaških skupnosti. Odziv pa je bil zelo različen. Najprej pa poglejmo, kako so se o krajevnih skupnostih odločali v prvem mandatu delovanja občine Medvode. Občinski svetniki so leta 1998 mukoma po opravljenih občnih zborih in prvič za zaprtimi vrati sejne sobe sprejeli statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti. Dilema je bila predvsem, ali naj te sploh ostanejo in ali naj bodo pravne osebe ali ne. Leta 2001 in 2002 so z 2 odlokoma uredili področje redne in komunalne dejavnosti. Leta 2015 pa so področje krajevnih in vaških skupnosti podrobneje uredili z novim odlokom, tudi zato, ker so nekatere pristojnosti počasi izgubile, tako okrog urejanja pokopališča ali izvajanje rednega vzdrževanja ali zimske službe na krajevnih cestah. Sredi leta 2023, tudi zaradi zakonskih in organizacijskih sprememb, pa je občina začela s projektom REX, kar pomeni redefiniranje vloge krajevnih in vaških skupnosti. Najprej je bila opravljena analiza stanja in na večjih kolegijih s predstavniki krajevnih in vaških skupnosti je širša delovna ekipa pripravila spremenjen in dopolnjen odlok, tokrat brez večjih zapletov. Lahko rečemo, da je to sprejetje odloka nekako zaključek skoraj da 2 leti trajajočega projekta REX. Kako ste zadovoljni s končnim izkupičkom? Ob tem je treba najprej izpostaviti to, da so se za ta izkupiček odločili krajani preko svojih predstavnikov, torej krajevne skupnosti, samostojne pravne osebe z vsemi pooblastili, ki jih pač imajo opisanimi v tem novem odloku oziroma posodobljenem odloku. To je zelo pomembno. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je to, da smo v tej fazi dodali še, mogoče če poenostavimo, nagrado za vse tiste, ki so za skupnost res pripravljeni nekaj narediti. In jaz upam, da bo tako tudi zadeva naprej tekla. Po novem se torej lahko članom sveta krajevnih in vaških skupnosti izplačuje sejnine za prve 4 zakonito sklicane seje v koledarskem letu v enaki višini, kot jo prejemajo člani delovnih teles občinskega sveta. Okrog tega je bilo med občinskimi svetniki tudi največ dilem. Dvom, ali naj bodo posamezne večje krajevne skupnosti še naprej razdeljene na volilne enote, kar je tudi znalo povzročati težave pri sestavi sveta, pa je razrešila kar država in jih ukinila. Torej, prihodnje leto veliko več kandidatov na krajevno-skupniških volitvah? Ja, jaz si želim, da bi to tako bilo. Lahko pa tudi povem, da že v tej fazi sprejemanja tega odloka se je pokazalo, da tisti, ki želijo sodelovati in tisti, ki sodelujejo, prispevajo zelo veliko k skupnosti, tisti najožji lokalni skupnosti. In to je za pozdraviti in želim si, da bi po tem vzoru, mogoče ga bomo kdaj izpostavili, se ravnale vse krajevne skupnosti. Pripravi tega odloka, ki je končni produkt projekta REX, so bili povabljeni predstavniki vseh 11 krajevnih in 2 vaških skupnosti. Odziv pa je bil zelo različen. Dejstvo je, da so si krajevne skupnosti že sicer med seboj zelo različne, različno razvite, z različnimi potrebami in pred različnimi izzivi. Dejstvo je tudi, da so v zadnjih 2 mandatih določene pristojnosti izgubile in dejstvo je, da se marsikdaj predstavniki krajevnih skupnosti niti niso povsem zavedali, kaj konkretno so oziroma bi lahko bile njihove pristojnosti in naloge. Marsikatere med njimi v odloku niti niso bile natančno definirane. Ali bodo dobile krajevne skupnosti in vaške skupnosti več pristojnosti ali predvsem drugačne pristojnosti? Težko bi rekla, da več. Dobile bo na vsak način tiste, ki so jih tudi same predlagale, in dobile bojo to, kar se je tudi izpostavili ali pa vzpostavili zdaj na občini, eno dobro strokovno pomoč. To jim je na razpolago, potrebno je samo poiskati. Zdaj, pristojnosti so popisane v odloku in jaz mislim, da so okviri ne dosti večje, ampak večji za tisto, kar so si sami želeli.
Kar nekaj nalog je, tako narekuje tudi zakonodaja, izbrisanih iz novega odloka, nekaj nalog je spremenjenih, nekaj pa dodano na novo. Zagotovo sta dve pomembni stvari. To je spremljanje vzdrževanja cest in spremljanje posegov v prostoru. To so si sami želeli in to je zame zelo velik napredek. Tretja pomembna stvar je pa ta, da prepoznajo krajevne skupnosti, da poleg komunalnih zadev so tudi še druge zadeve. In to je grajenje skupnosti, povezovanje znotraj krajevne skupnosti ali pa znotraj tistega kraja, povezovanje z društvi, za vsemi, bi rekla, akterji nekega družbenega življenja. To mi se zdi pa, bi rekla, mogoče še najbolj pomemben. Ob obravnavi končne vsebine odloka občinski svetniki razen pohval druge razprave niso imeli. Ladislav Vidmar, ki je hkrati tudi predsednik ene od krajevnih skupnosti, je izpostavil predvsem pozitivne spremembe na komunalnem področju. Krajevne skupnosti so se rešile pravzaprav komunale, se pravi cest in vseh teh aktivnosti, ki so bile prej zelo nedorečene in se jih ni dalo točno definirati in je bila kar dostikrat velika zmeda, predvsem s temi soglasji in z vsemi pripravami na projekt, ker so dostikrat morali lastniki zemljišča ali pa tisti, ki so bili pri določenem projektu prizadeti, po večkrat podpisovati in niso točno vedeli, kdo je tista verodostojna oseba. Tako da je v tem odloku noter je tudi zdaj umeščen kot en faktor gradbeni odbor, ki pa bo seveda s predstavnikom krajevne skupnosti direktno sodeloval z občino pri teh projektih, kar se tiče izgradnje cest, tako da krajevne skupnosti niso več tisti posrednik, ki se pri teh projektih prej pojavljal in mislim, da bo ta zadeva lahko veliko lažje in lepše tekla. Zadovoljen je tudi, da je seznam nalog na področju komunalnih del natančneje določen. Pripravljen je tudi nov način financiranja komunalne dejavnosti, ki po novem obsega vzdrževanje ekoloških otokov, parkirišč, javnih zelenih površin in igrišč na območju skupnosti. Tudi zato se bo v proračunih posameznih krajevnih in vaških skupnosti višina sredstev praviloma zvišala. Neporabljena sredstva se bodo konec leta vrnila v občinski integralni proračun, med materialne stroške pa lahko krajevna ali vaška skupnost vključi tudi stroške prireditev in srečevanj krajanov. V pretekli oddaji smo poročali o problematiki križišča pri gostilni Kralj, zlasti na nevarne razmere za pešce in voznike, ki iz spodnjega dela Vrja dostopajo na glavno cesto. V začetku aprila so na različne naslove naslovili dopis tudi na naše uredništvo, da so zaradi povečanega prometa, tudi za voljo del na Celovški cesti, pa tudi zaradi nove prometne ureditve, razmere postale izjemno nevarne. Ta tema je bila sicer posredno obravnavana tudi na zadnji seji občinskega sveta, na katerem so se občinski svetniki seznanili z dvema poročiloma, ki sta povezana tudi s to problematiko, s poročilom o delu policijske postaje Medvode in medobčinskega inšpektorata in redarstva. Obe poročili so občinski svetniki sprejeli brez večjih zadržkov. Dali pa so kar nekaj pobud, da bi bilo življenje v naši občini še bolj varno na vseh področjih. Temeljna dejavnost policijske postaje Medvode je seveda preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Na območju občine je bilo obravnavanih 193 kaznivih dejanj. Raziskanost je skoraj 40%, kar je zelo v redu. Kar se tiče prometne varnosti, moram povedati, da smo obravnavali 120 prometnih nesreč. Z velikim veseljem lahko povem, da na območju občine ni bilo smrtne žrtve. Obravnavali smo 3 hude telesne poškodbe v prometnih nesrečah, 25 lahkih, pa 92 prometnih nesreč z materialno škodo. Na področju javnega reda in mira oziroma splošnih policijskih nalog smo izvedli 62 ukrepov pri ugotovljenih kršitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, pa 15 kršitev Zakona o javnih zbiranjih. Policijska postaja Medvode sodeluje tudi v poostrenih nadzorih na območju Policijske uprave Ljubljana pri ugotavljanju zlorabe prepovedanih drog, tako da smo policisti PP Medvode v letu 2024 upravili 106 zasegov prepovedanih drog, kar pa ne pomeni, da je to vse tukaj skoncentrirano, ampak to gre za celo Policijsko upravo Ljubljana, kjer
se pač dela. Svoje letno poročilo je Jurjevčič zaključil z oceno, da so varnostne razmere v občini Medvode, tako na področju kriminalitete, javnega reda, prometne varnosti in tujske problematike, dobre, stabilne in obvladljive. Medvoški policisti so v lanskem letu sodelovali tudi v 83 preventivnih dejavnostih. Izpostavil bi prvi šolski dan. V sodelovanju s TV Medvode smo posneli tudi spot, ki je bil predvajan na televiziji takrat. Potem smo sodelovali preventivni dan v Medvodah to soboto, ki je bila stojnica tudi postavljena na tržnici. Bili so vodniki službenih psov, policisti iz postaje konjeniške policije. Odziv je bil zelo dober. Sodelovali smo tudi na prireditvi Žogarija, pa tudi na kariernem dnevu v športni dvorani Medvode, ki ga je organiziral klub medvoških študentov. Marjeta Jamnik je ob tej priložnosti aktualizirala problematiko medvrstniškega nasilja. Naša vodja policijskega okoliša izredno dobro sodeluje tako z vzgojno-izobraževalnim zavodom v Smledniku, kot z osnovnimi šolami. Imeli smo ogromno preventivnih dejavnosti na tem področju predavanja od 6. do 9. razreda na osnovnih šolah, tako da se vključimo v zadevo, kolikor se le da. Kar se tiče pa mogoče nasilja v družini, tudi to je neka pereča tema. Lansko leto smo obravnavali tudi ta kazniva dejanja, moram reči, da smo bili zelo uspešni. Tukaj je ničelna toleranca. Matej Trampuž je med drugim izpostavil problematiko avtobusnega postajališča v Preski. Te otroci tam čakajo, da ta avtobus pride, se dolgočasijo in občani so mi tudi povedali, da se je začel zaznavati, zdaj, ki je modern na TikToku, da nekoga porinaš pod avto in tako naprej. Druga stvar pa je, to sem pa tudi jaz osebno videl, metali so na polne plastenke pod avto, se pravi, avto se je pripeljal in je tista plastenka priletela pod avto in pol je tisti počel in je tisto plastenko raznesel in je bilo smeha in ne vem česa vsega skupaj. Moja pobuda je, ali je možno, da v času, ko te otroci čakajo na avtobus, mogoče poostrite neke, bi rekel, obhode policije, ker če bojo otroci videli, da se tam policijski avtobus, mogoče tega ne bojo počeli. Jurjevčič je obljubil večjo prisotnost policije na tem območju v popoldanskem času in na pobudo Zvonke Hočevar tudi večji nadzor na območju Bonovca v večernem času. Večina ostalih občinskih svetnikov pa je pričakovano največ pozornosti ponovno namenila zagotavljanju varnosti na cestah in pobudam, bodisi povezane s prehitro vožnjo, bodisi z neupoštevanjem cestno-prometnih predpisov ali, kot se je izkazalo v nadaljevanju, neupoštevanjem zakonov in občinskih odlokov. Podobno problematiko so občinski svetniki seveda izpostavljali tudi ob obravnavi poročila o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki že 3. leto deluje na področju 4 občin. Na izpostavi v Škofji Loki je trenutno 7 zaposlenih, 30% časa pa so dejavni tudi v naši občini. Po mnenju nekaterih svetnikov premalo. Predvsem pa pogrešajo večjo prisotnost inšpektorja. Poročilo je podal vodja Mira Tomaž Dolar. Tudi v lanskem letu je bila ena od glavnih dejavnosti redarstva, poleg nadzora mirujočega prometa, predvsem merjenje hitrosti s stacionarnimi merilniki na občinskih cestah in cestah v naseljih na 17 lokacijah. Nameščeni pa sta bili tudi 2 stacionarni ohišji za radar na Zbirski cesti in v Vašah. Od skupaj 1302 evidentiranih prekrškov jih je bilo kar 954 povezanih prav s prekoračitvijo hitrosti, izkupiček iz naslova vseh izrečenih glob in sodnih taks pa je bil dobrih 40 tisoč evrov oziroma za 3 tisočake več kot leto poprej. Na podlagi ugotovljenega bo medobčinski inšpektorat in redarstvo nadaljeval z izvajanjem nadzora meritev hitrosti in s tem še naprej zagotavljal večjo prometno varnost. Podobno kot pred njim Jurjevčič je tudi Dolar izpostavil številne preventivne akcije, ki jih izvajajo skupaj, bodisi da gre za nacionalne akcije Javne agencije Republike Slovenije za varnost v prometu, bodisi na občinski ravni, ne le z občinsko upravo in svetom za preventivo v cestnem prometu, ampak tudi skupaj z Gasilsko zvezo Medvode, civilno zaščito in ostalimi ustanovami.
Inšpektorat je na področju naše občine v lanskem letu obravnaval 83 zadev, v 77 zadevah je bil uveden inšpekcijski postopek. Bi pa poudaril, da je v letu 2024 opaziti več posegov v površine javnega dobra. Gre za postavitev posameznih samostojnih predmetov na javno dobro in prav tako razni posegi z ukopi, izkopi ob cestišču in na samem cestišču. Zagotovljene kršitve je bil uveden inšpekcijski postopek. Ladislav Vidmar, Štefan Čebašek in Zvonka Hočevar so apelirali, naj inšpektorat bolj odločno poseže na področje spoštovanja občinskega odloka o cestah v tistem delu, ki omejuje razraščanje in zapoveduje obrazovanje vegetacije ob cestah, kar je inšpektorat v lanskem letu obravnaval sicer kar 30krat. In jaz pričakujem, da boste vseeno, da ne bojo občani šli na internet pa gledali, kakšen je občinski odlok, ampak da boste vi pogledali, kakšen je in da boste temu primerno ukrepali, ker če je višina višja kot 80 ali 90, kakor je predvidena, se pravi je nepreglednost in pol dajemo omejitve 20 pa 30 na glavnih cestah, krive so pa žive meje lastnikov, da avtomobili oziroma vozniki ne vidijo z avtomobila na ta glavno cesto. Se pravi, da lahko na glavni cesti promet ukinemo, zato da bojo iz nepreglednih ulic ven vozili. Pločniki so ozki, žive meje pa visijo še na pločnik. In tukaj dejansko ni več varne hoje po pločniku niti za otroke, niti za prevoz otrok v šolo, ker so žive meje preveč na cestišče. To je zelo pereč problem občine Medvode, so te žive meje, ta zeleni odres, ki sili na cesto, tudi škarpe, ograje se postavljene popolnoma neprimerno. Lahko ugotovim, da se je nekaj na tem področju že naredil, bi pa predlagal, da se res to intenzivira, mogoče skupaj s koncesionarjem. Koncesionar ima redne preglede cest. Marjeta Jamnik je ponovno opozorila na neugledno stanje ob vstopu v našo občino. Na Zgornji Senici kopičenje pokvarjenih avtomobilov oziroma popravljalnica sredi travnika in tovornjakov in izlitje olja iz avtomobilov na travnike, to se pravi eno veliko onesnaževanje. Kaj ste tukaj rešili? Pa na Jeprci, tudi to sem upozorila, kjer pridemo iz kranjske strani, na desni strani je pač ena, ne vem, ali je to domačija ali je bolj, ne vem, kako bi to imenovala, ampak je pač neugledno za sprejem v Medvode. Dragan Đukić pa je ponovil problematiko bazne postaje oziroma anten operaterja A1 na gasilskem domu v Spodnjih Pirničah, čemur je svoje dovoljenje sicer dala, tako Ivo Rep, tudi krajevna skupnost Pirniče. In nevarno sevajo in so ogroženi vsi te sosedi, tudi po 20-30 metrov so stanovanjske hiše in tam ljudje živijo. Seveda odgovor zaenkrat še nisem dobil pravi. Vem, da je to imel Aleš Karba, inšpektor, ki je pač to predal na Ministrstvo za okolje in prostor. Potem so mu vrnili v odločanje nazaj, ker je to naj bi bila občinska zadeva. In me zanima, če kaj veste, dokod je to prišlo in v kakšni fazi je. Poleg vprašanj in pobud pa je padla tudi kritika, ponovno strani Stanislava Ulanca. Odkar je občina Medvode šla v to španovijo, bom rekel, mir, sem nezadovoljen. Ko smo imeli inšpektorja Karbo tukaj, ni bil glih, ne vem koliko uspešen, sam je bil pa, kar se zdaj dogaja, zlat. Veliko več je bilo narejenega prej, kakor je pa zdaj. Na morebitno podhranjenost v delovanju inšpektorata na področju občine Medvode so med drugim opozorili tudi drugi občinski svetniki ob dejstvu, da pri svojem delu medobčinski inšpektorat naleti na več preprek kot redarstvo. Inšpekcijski nadzor na občinskem nivoju je v zadnjih letih še vedno pod vplivom sprememb, predvsem zaradi širjenja stvarnih pristojnosti. Nove pristojnosti so se v zadnjih letih uvedle predvsem po novi gradbeni zakonodaji, zakonu o urejanju prostora in zakonu o varstvu okolja.
Petrol na lokaciji Gorenjske ceste gradi novo sodobno prodajno mesto, ki bo ustrezalo najnovejšim Petrolovim standardom in potrebam uporabnikov. Z deli so pričeli 17. marca, zaključek gradnje in ponovno otvoritev prodajnega mesta pa je predvidena sredi julija. Novo prodajno mesto bo ponujalo poleg točenja goriva tudi ročno avtopralnico, sodobno opremljen bar in bolj pestro kulinarično ponudbo. Poleg klasičnih goriv bo prodajno mesto opremljeno še s črpalkami za LPG in AdBlue ter elektropolnilnico za električna vozila. Današnjo informativno oddajo pa nadaljujemo na Medvoški tržnici. Vse od izgradnje leta 2019 je zelo dobro obiskana, saj privablja prodajalce in kupce tako iz domače kot tudi iz sosednjih občin in še dlje. Tako ugotavljajo v režijskem obratu, ki upravlja z njo. Ta pa je želel ponudbo še razširiti, bodisi terminsko kot tudi vsebinsko. V pomladnih mesecih tako uvaja kar nekaj novosti, s katerimi ponudba postaje še bolj pestra in zanimiva. Mi smo se tokrat na tržnico odpravili v soboto pred veliko nočjo in to na Art tržnico. Ob lepem vremenu bo namreč sobotna ponudba bogatejša še za umetniške, rokodelske, obrtniško-ročno narejene izdelke. Obetajo pa se še nekatere ostale novosti. Medvoška tržnica je sestavni del celote, ki jo na eni strani zaokroža mestni park, na drugi strani pa večnamenska ploščad. In naslednji se je to soboto odvila Art tržnica in tako bo tudi vse sobote, če bo le vreme to dopuščalo. Barbara Bališ, pobudnica Art tržnice in glavna koordinatorka novosti na tržnici, je zadovoljna, da je režijski obrat, vodi ga Karina Škerl, podprl nove aktivnosti na tem večnamenskem prostoru. Ja, to je v bistvu danes druga tržnica za ustvarjalce oziroma rokodelce obrtnike. Naša želja je bila, da se predstavijo predvsem ustvarjalci iz Medvod, seveda smo povabili tudi druge in ob tej priliki takoj povabim ustvarjalce, katerih še nismo našli in so v našem kraju, v naši občini, da se hitro prijavijo in predstavijo v svojem kraju. Ja. Morajo izpolnjevati kakšne pogoje za to, da sodelujejo tukaj na tej tržnici? Ja, pogoj je seveda, da ima status podjetja, samostojnega podjetnika ali osebno dopolnilno delo, da lahko izda račun pri prodaji. Sicer je pa pogoj seveda, da so stvari ročno izdelane oziroma plod njihovega dela. Vi se danes predstavljate s čim, recimo? Z izdelki ročno narejenimi s drobnimi pozornostmi, z darilci. Sicer ima pa vsaka od teh ustvarjalk, ki so danes tukaj, svoj način, svoje izdelke in je res pestro. Ena stojnica je prazna ravno v ta namen, da še kdo pride. Tako, ena stojnica je vedno v rezervi oziroma kot povabilo, da nekdo, ki se po tržnici sprehodi in je ustvarjalec, pomisli, da se je možno še pridružiti. Trenutno že obstaja nabor 12 ustvarjalcev. To velikonočno soboto pa je svoje ročno delo na ogled in v nakup dalo 9 ustvarjalk. Med njimi, poleg Barbare Bališ, še 4 naše občanke. Urška Valentič z Golega Brda, marsikdo jo pozna predvsem kot nekdanjo novinarko, se z gozdično unikatno keramiko bolj resno ukvarja oziroma jo prodaja šele poldrugo leto. Prej sem delala že precej veliko stvari v življenju. Tole me je pa nekako poklical in mi je res za dušo, tako da uživam v tem in sploh te poslikave mi je tako fino delati. Je pa v bistvu neka rdeča nit gozd tukaj, ker pač vse poslikave so navdihnjene z gozdom in to je res tisti prostor, ki meni največ da. Tako da to sem v bistvu nekako želela prikazati in prenesti tudi pol na te izdelke. Je pa tudi delo z glino pač res ena taka meditacija, ko v bistvu takrat, ko delaš z glino, ko delaš z rokami, oblikuješ, ne moreš razmišljati o nekih stvareh, ki te sicer pač skrbijo ali pa pač kakorkoli motijo. In se v bistvu res umiri in pol pridejo ene take ideje na plano, ki jih sicer ne bi dobil.
Tako da to se mi zdi res dragoceno. Art tržnice se je udeležila prvič, svoje izdelke pa nam je že predstavila na novoletni tržnici. Večkrat pa se je udeležila sejmov drugod po Sloveniji, pa tudi izven meja. In veste, da Medvoščane je potrebno zelo dolgo navajati na kakšno novost ali pač ne? Ne vem, bomo videli, ne? Kako se bodo obnesli. Mislim, kakšen kar pride. No? Je pa res, da pač na začetku bo treba počakati, da se bo malo razvedelo o tem dogodku. Je pa pač specifična ponudba keramika, ne? Ker imamo pogosto že vsi veliko tega doma, ne? Saj tisti, ki to cenijo, povejo, da imajo že veliko kosov in da pač mora biti res nekaj posebenega, da jih prepriča v nakup. Predvsem izdelki iz blaga, barvitega, včasih tudi odpadnega, so delo Medvoščanke Nevenke Savič, ki ustvarja pod blagovno znamko Moja Neli. Moja Neli je moja mami in ona je bila meni navdih in zaradi nje v bistvu sem je začela šivati, kasneje so odraščala, ob tem pa ni šivilja. Pač ona je imela redno službo, pri nas je stroj skozi laufal, pa pač probaš. Pa prvi izdelek je bila kikla, pol dolgo let ni bilo nič, pa nekako spet malo po malo, pa eno darilo, pa drugo, pa tretje. Pa so mi pa pač rekli, pa dej, zakaj ne bi. Moj hobi, ki v bistvu si nekoč želim, da bi pa bil poklic. Po poklicu je sicer vzgojiteljica, dela pa v eni od kranjskih šol. Če bi morali danes izbrati enega izmed izdelkov in ga posebej predstaviti, bi izbrali kaj? Volančkasto torbo. Sabina Luštrik Zvarja pa zadnjih 5 let ustvarja pod blagovno znamko Zlatolaska. Ja, jaz šivam, pa strojno vezem. Najrajši imam kakšno tele uhančke, ki so tam le dol. Zdaj čist na novo imam knjižne kazalke, tudi vezene. Tako da to, no, pa tudi kaj iz papirja ustvarjam, različne stvari. Po poklicu pa ste? Učiteljica. In vam to predstavlja kaj? En dodaten vir zaslužka ali pač prostočasno dejavnost ali vse skupaj? Ja, vse skupaj v bistvu, ja. Rada to počnem, rada nekaj delam poleg službe in je to pač neke vrste sprostitev. Pa tudi, če pa kaj zaslužiš še zraven, je pa še toliko boljše. Če bi izpostavili kakšnega izmed izdelkov, zdaj nekako bi to bile kazalke ali pač ne? Ja, tele sem glih včeraj delala, takele strojno vezene knjižne kazalke, da grejo lepo v knjigo, malo ven gledajo, take res lepe so, no, lepih barv in tako. In še pojasnilo hčere Lune, da je tudi tole lisičko iz blaga zašila njena mami. Pod blagovno znamko Lonu Design pa se nahaja unikatni nakit, predvsem uhani Nuša Ločniškar iz Smlednika. Če sem prav razumela, drugič na tele art tržnici, torej kakšni so bili občutki s prve? Bili so super občutki, vesela sem, da se nekaj odvija končno v tej smeri tudi za nas, umetnike. Je pa tako, da se mi zdi, da se morajo še večkrat občani navaditi, da smo tudi mi zdaj tukaj, da nisem pač tržnica, kjer se da dobiti pač hrano in tako naprej, ampak da smo tudi mi tukaj, ki ponujemo raznolike stvari, no, tako da bomo veseli obiska, ampak mislim, da če bomo vztrajni, da nam bo uspelo. Nakit? Ja, nakit, jaz sem že od nekdaj ljubiteljica nakita, delam že od svojega iz tretjega razreda naprej. S tem sem se pa začela, prosimo maso, pa že 10 let nazaj, tako da zdaj pa malo resno, pač tudi rada ga tudi sama nosim kot očitno in je fino, da ga zmer na svoj stil lahko prilagodim. Bolj resno ste rekli, kaj to pomeni, se da s tem živeti, preživeti ali pač kratkočasiti? Preživeti žal ne, tukaj pri nas, saj ne še, no, jaz imam redno službo sicer, ampak je to moj hobi in to je nekaj za mojo dušo, tako da si ne predstavljam, da ne bi moglo ustvarjati. Iz tokratnega nabora nakita je izbrala uhane z motivom monstere v različnih barvah. Jaz bi pa izpostavila uhančke za ušesa brez luknjic. Ja, tudi to je prav velik hit, je fino, ker je na osnovi silikona, otroci jih imajo radi, tudi jaz sem že poskusila na svojih hčerki, ker bi želela imeti uhančke, pa če nima luknjic, se pa res hit, ker je fino, ker lahko tudi tisti ljudje, ki nimajo, tudi odrasli nosijo te uhančke, tako da so res super, pa tudi ne tiščijo, tako da so res taki lahkotni. Art tržnice pa so se to soboto udeležile tudi 4 ustvarjalke izza občinske meje. Najdlje iz Notranjih Goric je prišla Lidija Sojer, gradbenica po poklicu, ki šiva zadnjih 5 let pod blagovno znamko Lili Di. Odkot ta vaša strast do šivanja? Ja, to pa že od majhnega, to sem pa že barbikam šivala, razne oblekce, sama sebi tudi, ko sem bila pač mlajša.
kakšne take preproste stvari. Potem pa, v bistvu, ko je pa drugače sem veliko to risala načrte za stole, ko je pa to šlo v stečaj, sem pa videla, da obstaja tečaj šivanja in pa sem rekla, to je to, gremo zdaj, če nisem prej v mladih letih, bom pa zdaj začela. Če bi danes morali izpostaviti enega izmed svojih izdelkov, bi izpostavili kaj? Izpostavila, težko rečem, ne vem, vsaka stvar je unikatna, tako da vsaka torbica je unikatna, vsako oblačilo recimo je unikatno, ampak najrajši pa delam oblekce recimo za ženske pa za otroke. Šivanjem se da dostojno preživeti? Ne, zaenkrat še ne. Dostojno še ne, ker so tudi stroški tako visoki, da če imaš še spene. Iz Mestne občine Ljubljana iz Šentvida pa je na art tržnici sodelovala z ročno izdelanim unikatnim nakitom iz epoksi smole in polimerne gline Maša Novak, po poklicu grafična oblikovalka. Postavili smo vas pred žepne objemčke, kaj to pomeni? To so pa eni taki luštna darilca, mogoče za koga, ki ga imate radi ali pa za kakšna prijatelja, da ima občutek, da vas ima skozi pri sebi. Uhančki vaši so tudi na vaših ušesih. Ja, tako je. Ja, v bistvu nakit najrajši delam, čeprav delam pa še kakšne druge stvari. Do tega sem pa šla tako, ne vem, ker je bila tale pač kriza s korono, takrat sem pač imela malo več časa. In sem pa začela to delati, kar sem si že dolgo časa želela, ampak nikoli nisem imela časa za to. In to vam je sedaj hobi ali je postal en vir preživljanja? To je v bistvu bolj hobi, bi rekla. Za preživljanje moram še kaj drugega delati, ampak to pa najbolj z veseljem pa to delam. Ste danes prvič tukaj ali ste bili že prejšnjič? Ne, prejšnji teden še nisem bila, danes sem prvič, sem pa hodila po četrtkih, sem tudi tukaj na tržnici Medvode, popoldne. Iz sosednje Škofje Loke se je prav tako z nakitom iz polimerne smole predstavila Valerija Šmid. Najprej je nakit oblikovala za priložnostna darila, potem pa so jo sodelavke opogumile tudi za prodajo. Na Medvoški tržnici pa je bila tokrat prvič. Ja, v redu je. Ljudem se predstaviš, da lahko v živo vidijo tvoj nakit, pa te pa mogoče kakšen po netu kontaktira ali pa kako drugače. Tukaj imate zgodbo svojega nakita. Kaj je najbolj pomembno od te zgodbe? Najbolj pomembno v tej zgodbi je, da nakit predstavlja v bistvu moje življenje. Jaz dam vse noter v to, ker to je zame tista, kaj bi rekla, da preživim dan, da se sprostim, ker tukaj noter jaz najdem sama sebe. In res delam z veseljem, z ljubeznijo. Vsak kos je ročno izdelan, 5-krat, 10-krat ga obrneš, preden ga daš v škatlico, pa da gre naprej do stranke, ker res hočem, da je popolno. Pod blagovno znamko unikatna keramika Melinda pa ustvarja Martina Križaj z Godišiča. Izdelke prodaja sicer predvsem v spletni trgovini, pa tudi v nekaterih turističnih butikih in trgovinicah. Delam pa doma v kleti, nimam daleč v mojo službo, sam po stopnicah dol in to je ena taka prednost. Koliko let že? Ja, zdaj je bilo pa lih 1. aprila 5 let. Ja, tako da, začela sem pa tako, najprej sem imela poleg službe osebno dopolnilno delo in že od nekdaj res sem ustvarjala prej tudi voščilence pa nakit pa to. Pa sem se pa odločila, vedno sem pa želela, da bi, občudovala sem tiste, ki so lahko doma ustvarjali za svoj zaslužek, za svoj da so se preživela. Nekaj takega sem želela tudi zase, potem sem se pa enkrat odločila. Je pa čist drugače, prej sem imela osebno dopolnilno delo, to je bolj hobi, zdaj, ko imam pa SP, se je pa treba res drugače obrniti. Čez leto je največ povpraševanja po njenih izparilnikih. Danes pa tale kako z napisom najbrž. Kako z napisom, ta je tudi primerna za čez celo leto, za koga, ki imajo doma kokoši, ki nesajo jajčka. Drugač pa še te kokoši so zdajle pred veliko nočjo prav ta glavne.
To pa ni edina novost na medvoški tržnici. Četrtkov obratovalni čas so podaljšali do 19. ure. V popoldanskih urah so prisotni predvsem neživilski ponudniki, tudi prej omenjeni ustvarjalci in ostali obrtniki. V mesecu aprilu pa so uvedli tudi redno mesečno izmenjevalnico oblačil, ki bo v času poletne sezone potekala enkrat mesečno na pokriti tržnici. Prva je bila prejšnji petek popoldan. Odziv je bil zelo lep. Izredno veliko oblačil je našlo svoje lastnike, nove. Kar ostane, bomo pa res našli še dodatno nove lastnike in drug namen. Ne bomo ostankov oblačil oddali na komunalo, ampak bomo stvari še pregledali, posortirali in ponudili med ljudi. Po prvi tržnici je koliko ostalo, je že kakšno oblačilo dobilo nov namen oziroma bilo predelano, to vi odlično obvladate. Po prvi tržnici smo v bistvu res že na sami tržnici naredili zelo simpatične vrečke za nakupovanje ali pa vrečke za recimo zdaj v kratkem za na plažo iz majice brez šivanja. Iz tekstila se res da veliko zanimivega narediti, od dekorja do uporabnih stvari. Naslednja bo potekala v petek 16. maja popoldne. Obeta pa se tudi redni Bolšji sejem. Bodo pa trenutno dvakrat mesečno, cilj pa je, da bodo pač redno ob nedeljah vsako nedeljo. Seveda rabimo spet določen čas, da se navadijo prodajalci in obiskovalci. Ne glede na to, da je pač v Stanežičah zelo velik bolšji trg, bo naš medvoški bolšji trg butičen, že zaradi ambienta, zaradi lepe pokrite tržnice s stojnicami in bodo imeli prodajalci možnost zelo lepo svoje prodajne predmete razstaviti in tudi obiskovalci bodo imeli zelo lepo pot sprehajanja. Tako da medvoški bolšji trg bo butičen. In res vabim že zaradi dogodka samega, zaradi spoznavanja novih ljudi, pač na ta dogodek in prodajalce in obiskovalce. Veliko stvari v bistvu imamo lepih, uporabnih še, zakaj ne bi s kom lahko tudi izmenjali oziroma zaslužili kakšen evro za sladoled ali pa izlet. Vsi potencialni ponudniki za prodajo na tržnici se za več informacij lahko obrnete na režijski obrat občine Medvode, ki je upravljalec medvoške tržnice. Še ostajamo na tržnici, na tradicionalni tržnici znanja in spretnosti. Slovenija in seveda tudi Medvode bodo letos ponovno postale učeča se dežela. Tako so dejali tudi na informativnem sestanku prejšnjo sredo v Medvoški knjižnici in začrtali dogajanje med 12. majem in 15. junijem, ko bodo po vsej državi potekali tedni vseživljenjskega učenja, letos že 30. leto zapored. V Medvodah bo osrednji dogodek ponovno parada učenja Tržnica znanj in sicer v sredo 21. maja s pestrim dogajanjem za vse generacije. Tudi letos bodo tedni vseživljenjskega učenja poskrbeli za izobraževanje vseh generacij v Medvodah in drugod. Projekt koordinira Andragoški center Slovenije vse od leta 1996, letos praznuje 30-letnico v duhu slogana Slovenija učeča se dežela. Glavni cilj jim je ozaveščati javnost, da učenje ni le za mlade, ampak za vsakogar, vseh obdobjih življenja in to znanje veščine tudi predajati. Na tednih učenja od 12. maja do 15. junija bodo sodelovale šole, vrtci, knjižnica, podjetja, posamezniki, društva, med drugim tudi kulturno društvo Sejalec umetnosti. Agata Trojar, koordinatorka projekta, je na informativnem sestanku predstavila letošnje posebnosti. Letos je tudi drugače zasnovano, namreč nimamo več skupnih tem, čeprav so vse teme, kar si lahko zamislimo, karkoli lahko kdo koga poučuje, kakšnokoli znanje bi lahko kdo pridobil, se še vedno, vse je dobrodošlo, vendar pa se letos osredotočamo na vrednote. In sicer namesto 10-12 skupnih tem imamo letos 5 skupin vrednot, in sicer omika znanje spretnosti, potem drugič mir in sožitje, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost, skupnost v sožitju. Imamo pa tudi 2 skupni akciji, to je pa osrednja prireditev Dan učečih se skupnosti,
ki bo 21. maja, to bo parada učenja, ki se bo uvrstila 19krat oziroma na 20 mestih sočasno po celi Sloveniji na isti dan. V Medvodah pa bo to že naša 14. tržnica znanj in vas prisrčno vabimo, da si ogledate v bistvu, da pridete po svojo žlico znanj in ogledate, kaj ponujajo naši podizvajalci. Osrednji dogodek pa bo 14. tržnica znanj v sredo 21. maja. Predstavile se bodo lokalne skupnosti, ki bodo temeljile na predajanju znanja in sodelovanja vseh generacij. Tako kot vedno obljubljajo razgiban program. Naša mreža vsebuje že kar nekaj let več kot 50 podizvajalcev, se pravi, to so od šol do društev, vrtcev, podjetij, ponudnikov kakršnega koli znanja in informacij za podpiranje vseživljenjskosti učenja. Torej za pridobitev kakršnih koli znanj. Vemo, da je občina Medvode osiromašena z usposabljanjem in izobraževanjem odraslih in srčno držimo pesti, da pač v bližnji prihodnosti dobimo kakšno srednjo šolo ali pa mogoče ljudsko univerzo. Vabijo vse, ne glede na starost in poklic, da se pridružite na 14. tržnici znanja na Medvoški tržnici in raziščete, kako se lahko učimo vse življenje. Osrednja prireditev za udeležence 15. maja pa ne bo potekala kot klasično odprtje v Andragoškem centru Slovenije, ampak kot praznovanje 30. rojstnega dne tedna vseživljenjskega učenja v hotelu Mons v Ljubljani. Vse, ki se želijo dogajanja od ljudi za ljudi udeležiti, Trojar naprošča, da se prijavite pri kulturnem društvu Sejalec umetnosti, dobrodošli pa so vsi, od podizvajalcev do učečih se. Za razpored vseživljenjskih tednov in tržnice znanj pa bodo poskrbeli za spletno objavljanje preko Andragoškega centra Slovenije in tedna vseživljenjskega učenja, pa tudi preko naših videostrani. Že prejšnji torek, 15. aprila, se je v Medvoški knjižnici na literarno-pesniškem večeru s svojo poezijo, zelo pestro tematiko in lastnim slogom predstavil pesnik mlade generacije Matej Kolmanič, poseben mladenič, ki je kljub težkim preizkušnjam poln optimizma. Prehodil je pot od debelušnega dečka na invalidskem vozičku, ki trpi zaradi redke bolezni, do mladeniča, ki se je postavil na noge. Po 9. operaciji je namreč vstal, shodil in se med drugim povzpel tudi na Triglav. Na tokratni dogodek je vabil tudi s kratkim videoposnetkom in prošnjo, naj zbiramo plastične zamaške. Knjižnica Medvode jih zbira za društvo Vesele nogice, ki se ukvarja s podporo osebam, predvsem otrokom, s cerebralno paralizo in drugimi nevrološkimi motnjami. Matej Kolmanič je pesnik mlade generacije, ki svojo poezijo objavlja na spletni platformi YouTube. V nastajanju pa je tudi tiskana pesniška zbirka Pota srca, moči in sreče. Na tokratno literarno-pesniškem večeru z istim naslovom mu je v boku sedela zaročenka, ali kot pravi sam, moja ljuba Evica. Spoznala sta se času primerno prek socialnega omrežja. In potem, ko je enkrat prišlo že do prvega zmenka v živo, sva že kmalu zatem rekla, midva sva drug za drugega in midva začenjava svojo skupno pot. Kakšna pesem je najbolj posvečena njej ali pač govori o vama? V bistvu, recimo, Sreča za naju je definitivno pesem, ki govori o nama. Kateri je verz iz te pesmi, ki vaju najbolj opiše? Pesem oziroma del pesmi, težko bi izbral posamezen vers, zato ker je zaključena celota in v vsakem verzu je določen pomen. Pesem je torej zaključena celota in če bi iz nje izključil le en vers, bi to pomenilo jemanje iz konteksta, nam pojasni, zato prebere kar celo. Sreča za naju, večna uganka, neznana znanka, plitka čaša opojnosti, rahla, a nežna zanka. Glasno pride, tiho gre, tiho pride, glasno gre, zate, zame, globoko v duši skriva se. Ne bogatstva, ne zlata, le droben ključ srca, sreča v tebi je doma. Ne zapiraj vrat, podaj roko, prepusti toku se neskončnem, v dvoje nama lažje bo.
Pesmi se za tokratno priložnost za voljo časovne zagate ni učil na pamet. Ampak pomembno je, da vem, kje jih najti, kje jih imam zapisane in da jih v bistvu z tistim čutom zrecitiram. Torej, da ob samem recitalu podoživim občutek, ki se je v meni dogajal in v meni vrel ob pesnenju. Pesmi je več 10, bliža se številki 80. Ustvaril pa je tudi 17 videorecitalov. Izbor za današnji večer je bil pa kakšen? Na čem je temeljil? Temeljil je v bistvu na raznolikosti tematik in v bistvu tudi na sami raznolikosti tematik za nastajajočo pesniško zbirko, pač istoimensko glede na današnji literarno-pesniški večer, Pota srca, moči in sreče, kar pomeni nekaj družbeno angažirane poezije, precej ljubezensko angažirane poezije, nekaj naravoslovno-bivanjsko angažirane poezije, na koncu pa tudi še malo komične. Na literarno-pesniškem večeru je po recitalu vsake pesmi predstavil tudi njeno literarno-teoretsko analizo in ovrednotil sporočilno vrednost. Zase pravi, da je pesnik prostega sloga, ki pri pesnjenju ne upošteva strogo enotnega ritma, kar je značilno za sodobno pesništvo. Prevladujoče pesniške figure, ki jih uporablja, pa da so rima, personifikacija, metafora, anafora, okrasni pridevek in komparacija. Nima posebnega pesniškega vzornika, saj pesni spontano po navdihu in se ne ozira na druge pesnike, niti se z nikomer ne primerja, še dodaja. Kdaj je bil tisti impuls dan? Težko bi definiral točno določen impuls. Pesnim že od ranega otroštva, bolj resno, pesnim pa od pobude moje profesorice za biologijo v gimnaziji, Mike Terkov, ki je tudi sama pesnica, ima tudi za sabo pesniško zbirko z zelo pomenskim naslovom Kako diši ljubezen. Ne le motivatorka Milka Terkov mu je tudi vzornica, oseba, ki ga je s svojim osebnim pristopom in slikovito razlago bioloških procesov zapisala naravoslovju in spoštovanju življenja kot najvišje vrednote. Začeli ste današnji večer z univerzalnim zdravnikom. Zakaj mogoče ravno s to pesmijo? Zaradi tega, ker poudari pomen univerzalne ljubezni in hkrati povezanosti družbe na vseh ravneh organiziranosti družbe. Kot svojo posebnost že sicer izpostavlja socialistično-realistično tematiko, kjer je glavni motiv moč združevanja delavstva, pesniška figura pa pozivna oblika besedila, na primer: pozabimo na sebične boje, stopimo naprej za skupne pravice. Stopimo pod napredno rdečo ljudsko zastavo. Po svojih družbeno-političnih nazorih ni treba dolgo ugotavljati, da sem komunist. Zato je med njegovimi vzorniki tudi Franz Rozman, komandant Stane, ker je bil po družbenem nazoru neomajen komunist, vendar z veliko mero pragmatizma, s katerim je znal povezati borce različnih struj Osvobodilne fronte za delovanje v skupnem boju. Dodaja še, da je škoda, da ni dočakal osvoboditve, saj bi se pod njegovim delovanjem pisala precej svetlejša prihodnost gradnje socializma. Pa še Medvoščanje, dodaja Kolmanič. Sam se je v Medvode preselil iz Ljubljane leta 2021 v stanovanje svoje prababice. Tokratni prispevek na naši televiziji pa ni njegov prvi. Prvič je bil posnet na enem izmed tekov. Nič posebnega, veliko jih teče. Le redki pa, ki bi se, tako kot Kolmanič, rodil z redko boleznijo, z obolelimi sklepi in ukrivljenimi dolgimi kostmi, kar je povzročilo težave s hrbtenico. Prebrodil je pot od debelušnega dečka na invalidskem vozičku do postavnega mladeniča. Po 9. operaciji je vstal in shodil in se med drugim povzpel tudi na 2000. Sem se že celo življenje boril. Na koncu tega teka
nisem bil prvi, niti eden izmed boljših, bil sem zadnji po času, ampak zase in za večino ljudi, oziroma vse ljudi, ki me poznajo, sem bil pa največji zmagovalec. Zaradi tega, ker zelo malo ljudi z takimi težavami, kot jih imam, sploh normalno hodi. Kaj šele, da bi odteklo 5 ali 10 kilometrov. Še dva vzornika ima. Prva je dr. Danica Rotar-Pavlič, družinska zdravnica in redna profesorica na katedri za družinsko medicino na ljubljanski medicinski fakulteti. Kot pravi Kolmanič, je zdravnica, ki s svojim človeškim in osebnim pristopom in strokovnostjo vzbuja zaupanje in v pacientov in s tem olajša pot diagnostike in zdravljenja pri še tako težkih boleznih. Kolmanič marsikoga preseneti s poklicno odločitvijo. Ne slovenistika, ne jezikoslovje, ne primerjalna književnost ali družboslovje nasploh. In sem rekel, da ne, da v bistvu sem po duši in telesu naravoslovec, če bo vse po sreči, če bo vse teklo kot mora, če ne bo nekih velikih življenjskih pretresov, bom dolgoročno zdravnik. Kar pomeni, da se ukvarjam trenutno z pridobivanjem formalne izobrazbe, ki mi bo omogočila pridobitev naziva zdravnik. In še enega vzornika ima, alpinista Tomaža Humarja, ki je bil sicer individualist v alpinizmu, kar je zelo v nasprotju z njegovimi vrednotami, vendar pa v ostalih aspektih življenja vpet v skupnost kot timski igralec in velik altruist z motom ni nemogočih poti. To pa je tisto, kar zelo slikovito opiše življenjsko pot Mateja Kolmaniča. Napovedovali so mu namreč, da ne bo hodil, pa je na svojih nogah osvojil več kot 22 tisočakov, med drugim tudi vse 3 najvišje vrhove slovenskih alpskih gorstev, Triglav, Grintovec in Stol. Po ponovnih težavah s hrbtenico, po 16 operacijah se na 2000 zaenkrat ne poda več. Z veseljem pa se poda v Pohograjce, tudi z avtobusom do Katarine in potem peš naprej. Medvode, naše mestece, leži v objemu čudovite narave Pohograjcev, na eni strani in Šmarne gore, na drugi strani, kar pomeni, da je, kako bi rekel, velik izbor sredogorskih hribčkov za obdelati. Zaročenko Evo oba občudujeta medvode, sta literarni par. Čeprav je bil to zanjo prvi tovrstni javni nastop, tudi sama namreč napoveduje knjižni prvenec, ki bo zgodba o različnih oblikah zlorabe. Skratka, za jokat ob branju. Naslov je Čas je prekratek za kozlarijo. Bo sicer moja zgodba noter, ki je zelo dolga, je tudi zelo poučna, napeta, ker se je dogajalo skozi celo otroštvo in bo pač povzetek celega otroštva in cele sedanjosti. Torej, oba dva z zelo zanimivo življenjsko zgodbo, čeprav mlada, pa izkušen in preizkušen za ulala let. Definitivno sva v bistvu literarni par in rad bi pridal še to, da zaradi spletov nesrečnih okoliščin je bila moja draga Jevica slabe 2 leti varovanka socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, kjer sem jo tudi potem po sodni poti rešil. In čeprav ni njun neposredni vzornik, pa imata veliko in globoko spoštovanje tudi do preminulega papeža Frančiška, saj njegove besede, da oseba, ki vedno znova in znova razmišlja o gradnji zidov in ne mostov, ni kristjan, povedo vse o pozitivnem odnosu do multikulturnosti in medverskega dialoga. Zato v luči prihajajočih praznikov še ena pesem Mateja Kolmaniča. Ksenofobija le redkim iskreno res prija, družbene vezi in srčnost razbija. Deli in vladaj, njih edini je rek. V ljudskega glave uspešno sadijo že iz veka v vek. En je star,
drug je v bolezni nemočen, tretjemu v drugi barvi pač koža sija. Četrti na krilih druge vere odločen, nima veze. Le da je človek človeku odročen. Razbimo strahove plehkih razlik. Dajmo si duška v širini ljubezni odlik. Vsakemu po žilah kri se rdeča, vroča pretaka, vsakomur na prsni levici srce neumorno tiktaka. V osnovni šoli Pirniče je pretekli teden pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti odmevalo otroško petje. Pozdrav pomladi se je glasil naslov revij pevskih zborov iz naše občine, ki so se predstavili z letnemu času primernim repertoarjem. Pesmi o pomladi in igrivi otroški nasmehi so obarvali nabito polno telovadnico pirniške osnovne šole. Nastopi so potekali pod budnim očesom strokovne spremljevalke Andreje Martinjak, celoten koncert pa si boste lahko prihodnji teden ogledali tudi na naši televiziji. 8 osnovnošolskih pevskih zborov iz 4 medvoških šol, osnovne šole Pirniče, osnovne šole Preska s podružnično osnovno šolo Sora, osnovne šole Medvode in osnovne šole Simona Jenka Smlednik je pod vodstvom izjemnih zborovodkin in zborovodij predstavilo svoje pevsko znanje na letni reviji pevskih zborov. Pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti letno potekajo 3 koncertni večeri v 3 osnovnih šolah. Strokovna spremljevalka Andreja Martinjak je po območni reviji zbore s kakovostnimi izvedbami razvrstila na višjo raven in jim omogočila prijave na regijsko prireditev. Ja, prvi vtisi so zelo pozitivni. Tukaj na tem koncu Ljubljane je pevska kultura res ima kar očitno tradicijo in tudi nivo je kar zelo visok. Zelo sem vesela, da so šolski zbori številčni. Tudi po 2-3 zbori iz posamezne šole zborovodje res dobro izbirajo in program in kvalitetno naredijo skladbe. Imeli smo možnost slišati res čudovite izvedbe, tako da sem res vesela. Revija je namenjena predstavitvi otroških in mladinskih zborov, s katerimi želijo spodbujati kakovostno rast in razvoj zborovske piramide že od najmlajših pevcev. Zbori so povabljeni, da se predstavijo s kratkim izborom pesmi, zborovodje pa se udeležijo pogovora s strokovno spremljevalko in dobijo mnenje ter nasvete za nadaljne delo. Ja, moja vloga je predvsem svetovanje. Jaz zbore poslušam, potem zdaj po nastopu, ko se malo okrepčajo, se dobimo z zborovodji, kjer povem neko splošni vtis, potem pa tudi vsakmu posamezniku lahko povem in pohvalim, kar je bilo dobrega, pa mogoče namignem, katere stvari pa so za popraviti, kje lahko zbor se še izboljša, ker v resnici vedno lahko naredimo še korak naprej. Kako pa je s priljubljenostjo pri mladih, najmlajših, s petjem v pevskih zborih? Je vsako leto več zanimanja? Se otroci odločajo za petje v pevskih zborih? Kaj vi opažate? Je vsako leto več teh prijav na te revije? Ja, se mi zdi, da vsako leto je kakšen nov zborček. Recimo trend po šolah je, da si razdelijo, da so recimo prvi razredi posebej, ker vseeno je zdaj ta šola poseže prej, pri 5 letih, kjer otroci še nimajo tako velikega razpona glasu. Potem recimo nekje prva triada, recimo potem druga triada, ampak tako, če malo pomislim, po Sloveniji je tudi trend tako vokalnih skupin, se pravi manjša zasedba teh višjih razredov, ki lahko pa tudi posežejo po kakšnih bolj zahtevnih skladbah. Katere pesmice ste peli zborom? Potoček, lepa je dežela naša, pa metronom. In kako ste se pripravljali na tale današnji nastop? Ja, zelo velik. A si imela kaj treme? Niti ne. Kako pa to, da si se sploh odločila, da greš v pevski zbor? Ja, ne vem, všeč mi je pet. Kako ste trenirali? Ja, veliko, tudi naša mentorica je bila kdaj jezna in smo se trudili, ja. A si imela kaj treme pred nastopom? Ja, malo pa že. Kako pa to, da si se sploh odločila, da poješ v pevskem zboru? Živela sem v Avstriji in sem tudi tam pela in potem sem se odločila, da bom tudi tukaj. Pa
ti je bolj všeč to petje v zboru, ali bi kdaj tudi solo sama pela? Sem že, z zborom sem solo pela že, ampak mi je bolj z zborom pet. Nekateri zbori so bili sodobni in vključevali v petje tudi delčke igre. Nekateri so peli tudi pesmi medvoških avtorjev Andraža Babška in Pavla Dolenca. Vsi skupaj pa so dokazali, da je zborovsko petje v naši občini na visokem nivoju in da mu priljubljenost vsekakor ne pada. Pomemben del pa je tudi druženje in socializacija. Prva zelo velika stvar je, tako kot ste rekli, pripadnost eni skupini. Tam se krešajo mnenja, otroci se morajo naučiti sobivati, sodelovati, vsi skupaj za eno. Socialne veščine se potem razvijajo, sprejetost, marsikdaj kakšen otrok, ki morda na učnem področju ni uspešen ali pa tudi na vzgojnem, pa se potem najde v zboru, kjer ima uspeh in to je neprecenljivo pravzaprav popotnica, ki jo lahko en otrok dobi, ker v zboru je vedno timsko delo. Revija ni tekmovalne narave, predvsem je namenjena oceni in napredku otroških in mladinskih pevskih zborov v regiji. Po uspešnem projektu Ljubljana Šmarna gora, ki se je sicer odvil že kar nekaj časa nazaj, se je gorski tekač Timotej Bečan na pobudo Toma Šarfa, aktualnega predsednika Svetovne zveze za gorske teke, odločil, da bo nekoč tekel iz vseh treh občin, ki se stikajo na Šmarni gori, torej še iz Vodic in Medvod. Danes ob 17. uri se je tega podviga lotil s štartom na Medvoški tržnici. Več pa v prihodnji informativni oddaji, ki bo na sporedu, prihodnji četrtek je namreč praznik, šele 8. maja na predvečer dneva zmage. Sledi pa še redna tedenska Črna kronika. Medvoški policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Vikrčah in pri ogledu ugotovili, da povzročitelj ni prilagodil hitrosti vožnje in je naletno trčil v ustavljeno vozilo. Policisti so mu izdali globo za storjeni prekršek. Nek nepridiprav je s silo telesa in orodjem poskušal nasilno odpreti vrata skladišča gostinskega objekta v Medvodah, na srečo lastnika pa mu to ni uspelo, tako da je storil le nekaj škode. Na policijo pa je prišel tudi občan, ki je preko spletnega portala Bolha prodajal rabljeni izdelek. Med komunikacijo preko aplikacije WhatsApp mu je domnevni kupec zaradi menda izvedbe plačila posredoval povezavo za vnos podatkov, ki jo je prodajalec v dobri veri izpolnil. Goljuf je s tako pridobljenimi podatki prišel do računa prodajalca in mu odtujil denar. Policisti sedaj preiskujejo dogodek, običajno pa je izslediti tovrstne goljufe zelo težko, zato še enkrat ponovno velja opozorilo, da ne posredujte svojih podatkov neznanim osebam in ne odpirajte neznanih aplikacij, preko katerih lahko storilci zlorabijo vaše račune. Delovna nesreča se je zgodila v Zbiljah. Policist je poškodovanemu delavcu na kraju dogodka nudil prvo pomoč, nato pa so ga reševalci odpeljali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo. O delovni nesreči so obvestili delovni inšpektorat, o dogodku pa še zbirajo obvestila. Policistom je dan popestril tudi stari znanec, ki je na Medvoški tržnici pijan razgrajal in žalil občane. Do iztreznitve so ga pridržali v prostorih policije. Še en pijan voznik pa je bil ustavljen v Medvodah in ostal brez vozniškega dovoljenja, vsaj za toliko časa, dokler o teži prekrška ne bo odločil sodnik. Ker bodo prazniki tudi v naše prelepe konce privabili veliko pohodnikov, pa ponoven opomnik, da parkirajte le na za to označenih mestih, pa tudi tam ni vedno varno. Ponovno opažajo, da kar nekaj nepridipravov rado spremlja, kaj pustite v svojih vozilih in tudi, če ni nič dragocenega, naredijo lahko kar nekaj škode na vozilu. Pa kolesarje in druge ljubitelje vožnje v naravi opozarjamo na omejitve pri vožnji v naravnem okolju. Prepovedi in omejitve izhajajo iz zakona o ohranjanju narave, zakona o gozdovih in zakona o divjadi in lovstvu. Pristojnost za ukrepanje zoper kršitelje ima poleg policije tudi pristojna inšpekcijska služba in pooblaščene osebe upravljavcev lovišč, lovski čuvaji. Vse obiskovalce narave pozivamo, da spoštujejo naravo in v njej živeče živali.
Kljub temu, da si bo uredništvo informativne oddaje v naslednjem tednu vzelo nekaj predaha, pa to ne pomeni, da dežurne ekipe ne bodo s kamero spremljale, kaj se dogaja v občini in tudi malce čez meje včasih pogledamo, da z vami delimo vse pomembne novice. Se vidimo prek ekranov spet 8. maja, v živo pa mogoče celo prej. Lepe praznične dni vam želimo.